In to je to, zdaj pa mi zalaufamo drugo zadevo. In sicer je to predavanje o podnaslavljanju. Z 46 minut trajanja, ja, tako da smo že sicer malce prek zdaj, tako da bomo zopet skrajšali potem. Ok, 2 že imamo sodelujoča zraven, tako super. V redu. In zdaj jaz torej zaženem. Trenutek. Naše predavanje o podnaslavljanju in se potem vidimo zopet na Q&A. Tako da uživajte ob ogledu. Upam, da boste izvedeli kaj novega z moje strani. Upam, da bo tudi dovolj razumljivo povedano. Skratka, začnimo sedaj z tole zadevo. In sicer takole. In kaj naj rečem drugega še kot prijeten ogled. Tako, živijo, dobrodošli v podnaslavljanju 101 oziroma kako se lotiti ljubiteljskega podnaslavljanja. Torej, v tem prispevku si bomo pogledali, kaj sploh podnaslavljanje je, kako se ga lotiti kot čisti začetnik in pa seveda vam bomo v tem prispevku tudi dali še nekaj nasvetov, kako sploh delati to zadevo in na kaj je treba paziti. Skratka, gremo sedaj mi kar na prvo stvarco, torej na dejstvo, kaj je podnaslavljanje. Torej, podnaslavljanje, če tako na kratko povzamemo, je vrsta avdiovizualnega prevajanja. Običajno se pojavlja na dnu zaslona, torej ponavadi v obliki 2 vrstic, in pa gre pri tem v bistvu za zapis oziroma priredbo dialoga. Nikoli ne gre za dobesedno prevajanje oziroma za točno natančno prevajanje, ampak vedno je pri podnaslavljanju potrebno tisto bistveno načelo. Vedno lahko podnapise skrajšate in poveste z manj besedami tisto, kar je bilo povedanega na zaslonu. In v bistvu tega se podnaslavljavci najbolj držijo. Seveda pa je samo podnaslavljanje namenjeno različnim medijem. Tako poznamo na primer podnaslavljanje za kinematografske projekcije, ki se sicer malce razlikuje od na primer podnaslavljanja za televizijo. Vsekakor pa imamo tudi še potem podnaslavljanje za strani s pretočno vsebino, torej te so te nove zadeve sedaj, Netflix, Crunchyroll, Funimation, Amazon Prime Video, tudi Voyo, na primer, če vzamemo slovenski primer. Potem imamo podnaslavljanje za nosilce slike in zvoka, torej to pomeni za Blu-raye in DVD-je. Tudi tukaj se podnaslavljanje lahko razlikuje od, na primer, podnaslavljanja za kinematografske projekcije. Imamo tudi podnaslavljanja za videoigre, to podnaslavljanje je sicer razred zase, boste videli zakaj malce pozneje. In pa seveda podnaslavljanje za gledališke igre, kjer pa se podnapisi v bistvu imenujejo nadnapisi. Razlog za to pa je seveda, ker se pač običajno pojavljajo nad odrom. Seveda pa je še vrsta avdiovizualnega prevajanja, sinhronizacija. Spada sicer sem med podnaslavljanje, ampak je spet malce stranska veja vsega tega. Tako da ja, to je v bistvu to, kar se tiče tisto osnovno načelo, kaj podnaslavljanje je in kakšne oblike podnaslavljanja sploh imamo. Sedaj pa je vprašanje tole. Kako se sploh lotiti podnaslavljanja? Ja, kot sem že rekel, odvisno je od medija. Seveda pa za podnaslavljanje potrebujemo tudi ustrezno podnaslavljalsko orodje oziroma programsko opremo. Potem, kar je pomembno za podnaslavljanje, je, da imamo znanje ustreznega izvirnega jezika. Torej, tukaj so pomeni besedišče, slovnica, skladnja in pač vse, kar spada k jeziku zraven. Na primer,
Če prevajate iz angleščine, morate pač obvladati angleščino, da lahko sploh prevajate iz nje. In potem imamo še tudi pomembno tudi znanje ustreznega ciljnega jezika. Torej, če sedaj prevajamo iz angleščine v slovenščino, moramo torej obvladati oba jezika, angleščino in slovenščino. Potem pa so še tukaj seveda pravila oziroma priporočila za podnaslavljanje. Tudi k temu bomo še pozneje prišli oziroma si bomo ogledali eno zadevco, za katero boste potem videli, kako se dejansko lahko lotite podnaslavljanja čim bolj natančno. Ampak sedaj gremo malce naprej k temule. In sicer primer podnaslavljanja filmov, serij oziroma animejev. Torej, to podnaslavljanje zajema podnaslavljanje za kinematografe, nosilce slike in zvoka in pa strani s pretočno vsebino ter televizijo. V bistvu vse skupaj. Kar prevajamo, to je nekje vedno lahko se razlikuje glede na to, za kaj prevajamo. Seveda, vedno je potrebno poznavanje pravil oziroma priporočil za posamezen medij, kot sem že to malce prej omenil. Kaj je treba vedeti? Torej, katera prevajalska orodja so na voljo, potem osnovna pravila oziroma priporočila, kako dobro je vaše znanje izvirnega jezika in kako dobro je vaše znanje ciljnega jezika. Seveda pri animejih se, pa tudi pri drugih bolj eksotičnih jezikih, se prevajalci v bistvu poslužujejo angleških ali pa nemških podnapisov in na osnovi njih potem naredijo prevod v slovenščino. Ker pač, bodimo odkriti, saj imamo japanologe, imamo tudi druge, kako bi rekel, jezikoslovce iz drugih eksotičnih jezikov, kot so korejščina, kitajščina in podobne zadeve, ampak vseeno jih ni toliko, da bi pač lahko prevedli vse filme, ker pač včasih je povpraševanje večje, kot pa je prevajalcev v določeni državi. In zaenkrat pač je še vedno najlažje, da se pač na osnovi sekundarnega jezika potem napravi prevod. In ja, kot sem že rekel, potrebna so pa seveda tudi različna prevajalska orodja. Tukaj poznamo na primer brezplačna prevajalska orodja oziroma podnaslavljalska orodja, bomo tako rekli. In sicer so ta brezplačna so Subtitle Workshop, Aegisub ali pa Subtitle Edit, na primer. Potem imaš profesionalna podnaslavljalska orodja, kot so Easy Titles, Subit in podobne. Imajo pa tudi svoje agencije, svoja lastna prevajalska orodja, na primer SD Media Group uporablja spet nekaj posebnega, Deluxe, Media Translations, BTI, vsi se poslužujejo drugačnih orodij. No, mi si bomo najboljše v tem primeru pogledali samo tista brezplačna podnaslavljalska orodja. Zakaj? Ker to so tista orodja, s katerimi boste vi v bistvu začeli vašo podnaslavljalsko pot. In poglejmo. Prvo orodje, smo torej rekli, je Subtitle Workshop. Preprost programček, ki vam omogoča res tisto osnovno prevajanje. Največkrat ga uporabljamo za ustvarjanje klasičnih SRT podnapisov, torej podnapisov, ki niso nikakor stilizirani, nimajo nobene druge oblike, ampak tiste osnovne. Seveda lahko z Subtitle Workshopom tudi delate tako imenovane ASS oziroma SSA podnapise, kar pomeni Styled Subtitle Alpha ali pa ASS Alpha Styled Subtitles. Pač odvisno od kratice, kakšna je. ASS je ponavadi za stilizirane podnapise, da lahko še oblikujete pisavo, oblikujete, kdaj se bo kaj pojavilo, ali bodo podnapisi zbledeli ali ne, pač podobne zadeve, ali se bodo premikali po zaslonu gor, dol, levo, desno, pač to lahko pri ASS podnapisih vse urejate, medtem ko pri navadnem SRT podnapisu je pa samo tista standardna, je samo tisti standardni format, torej 2 vrstici na spodnji strani zaslona. Pač Subtitle Workshop omogoča vse možne zadeve, ampak res uporablja se še pač za tiste klasične stvari in omogoča seveda zelo dober prevajalski način. Saj na eni strani imate potem podnapise v angleščini, na drugi strani pa lahko potem dejansko pišete prevod lepo noter in vam omogoča zelo enostavno uporabniško izkušnjo.
No, kot sem rekel, malce naprednejša zadeva je pa Aegisap. Ta omogoča dejansko stilizirano podnaslavljanje. Sam osebno ga raje uporabljam za stilizacijo, kot pa za samo prevajanje. Saj mi je Subtitle Workshop omogoča lažjo prevajanje, medtem ko Aegisap mi omogoča zelo dobro urejanje podnapisov, torej v vizualni podobi. Kot vidite, že tukaj na sliki imate razne puščice, no to je nakazano, kam se določeni podnapisi premikajo, če se slika tudi premika. Tako da podnapisi se premikajo skupaj z sliko. Če bi bili pač na mestu, bi nekako izginili z zaslona. Ampak, če naredite to, da se premika skupaj z premikanjem slike, potem pa imate dejansko stilizirane podnapise. Čeprav, bodimo odkriti, vsega, kaj trenutno vidite na zaslonu, tako ali tako v tem času, kaj se pojavi, ne morete prebrati. Važno je pač tisto, kaj je napisano v 2 vrsticah spodaj, torej govor. No, potem pa je tukaj še ena zadeva in to je Subtitle Edit. Tega zadnje čase jaz ful bolj raje uporabljam. Poleg klasične zadeve, kot je v Subtitle Workshopu, omogoča še eno drugo stvar, in sicer prevajanje preko spleta. Ima seveda to opcijo in pač profesionalni prevajalci se v bistvu poslužujejo tega programa, prav iz tega razloga, ker ful omogoča lažje prevajanje za pretočne vsebine, kot so Netflix, Amazon Prime Video, Crunchyroll in podobne. Tako da s tem programom lahko ful lažje vstopite v svet profesionalnega podnaslavljanja, saj je dejansko zelo dobro orodje. Tako da to je pač, kar se tiče prevajalskih oziroma podnaslavljalskih orodij. Sedaj pa gremo k tistim nekim osnovnim pravilom oziroma priporočilom, ko se lotite podnaslavljanja. No, osnovna pravila oziroma priporočila so, da priporočeno število vrstic je vedno samo 2. Lahko jih poskušajte s 3, 4, lahko tudi več, ampak nekako ni smiselno, potem je že to praksa slabega podnaslavljanja. Priporočeno najdaljše trajanje podnapisa, torej dvovrstičnega podnapisa, je 6 sekund. In optimalna dolžina vrstice je seveda 32 znakov s presledki. To 32 znakov s presledki optimalna dolžina je tudi sicer maksimalna dolžina pri podnaslavljanju za kina oziroma za kinematografe. Tako da to je nekje zgornja meja pri podnaslavljanju za kinematografe, ampak če gremo na podnaslavljanje za video s pretočno vsebino ali pa za podnaslavljanje za televizijske programe ali DVD in Blu-ray, pa je nekje tam za 4:3 format in 16:9 format lahko 37 znakov s presledki ali pa tudi 43 znakov s presledki, predvsem za 16:9 format. Tako da vidite tukaj sedaj tisto razliko. Lahko imate 32 znakov na vrstico ali pa 43 znakov na vrstico. In to je potem tisti razpon, kjer se lahko gibljete za čim boljšo izkušnjo, gledalčevo izkušnjo ob branju podnapisov. No, enovrstični podnapisi je pa priporočljivo, da imajo vsaj 28 znakov, seveda ni vedno to mogoče, ampak do 28 znakov s presledki je priporočljivo, da je v eni vrstici. Če imate sedaj na primer v eni vrstici 28 znakov, v drugi pa na primer 10. Se da to razbiti seveda na tak način. Ne morete imeti potem 28 znakov v eni vrstici, ampak potem vrstico dejansko razbijete na 28 in 10 znakov na primer. Ali pa greste 25, pač poskušajte biti čim bolj, poskušajte pač olajšati gledalcu, da čim lažje lahko potem prebere zadevo. In tukaj je tudi pomembno, kako potem delite podnapis. Se morate vedno gledati, da so pač neke vsebinske enote postavljene skupaj. Torej pomeni, če imate neko samostalniško besedo,
naj ostane ta skupaj in je ne razbijajte na dva dela. Presledek med posameznimi podnapisi, seveda optimalni je tam nekje 250-300 milisekund med pojavitvijo posameznega podnapisa. Minimalno je tako nekje 100 milisekund. Prehod med posameznimi podnapisi je mora človeško oko zaznati, ker če ga ne zazna, potem tudi gledalec ne ve brati dalje. In to je tudi kar pomembna zadeva. Bistvo podnaslavljanja pa je, da moramo posredovati torej dialog na zaslonu v čim krajši obliki, brez oziroma s čim manj izgube informacij. Kot sem rekel, vedno se da zadeva krajšati. In to je tisto najpomembnejše. No, sedaj pa, kar se tiče seveda pravil, priporočil in vsega, je zelo primerna ena zadevca na YouTubu, in sicer gre za YouTube kanal, kjer najdete 20 oddaj imenovanih Titel z dvojnim D. Mi si bomo sedaj na kratko ogledali prvo oddajo, ker ni tako dolga, in na osnovi tega boste potem dobili en občutek, kako se sploh lotiti podnaslavljanja. Nekaj stvari sem že sicer jaz sedaj tukaj povedal, bosta pa Dejan in Damjan, mislim, da sta prevajalca, ki sta pripravila to oddajo za vse, ki se želite lotiti podnaslavljanja. Bosta povedala svoje zadeve, svoje izkušnje in pa seveda vam dajala nasvete, kako vseh teh zadev lotiti. In zelo priporočam, da si to oddajo tudi ogledate, preden se lotite podnaslavljanja. Tako da mislim, da je najboljše, da kar začnemo z tole prvo oddajo. Takole. Živijo, jaz sem Damjan. Zdravo, jaz sem Dejan. In to je oddaja Titel. Oddaja podnaslavljanja. V današnji oddaji se bo lotila nekaj osnov podnaslavljanja. V naslednjih oddajah pa se bo dotaknila tehničnih, praktičnih in vsebinskih vidikov. In pri tem boste seveda sodelovali tudi vi s svojimi vprašanji, dilemami, to lahko postavite postavite vprašanje. Tako. To bo najboljše, da kar začnemo z predstavitvijo tega, kaj je podnaslavljanje. Podnaslavljanje se v bistvu deli na podnaslavljanje in sinhronizacijo. Sinhronizacija je tudi neki del podnaslavljanja. Dve sorodni veji, ne? Dve sorodni veji. Sicer imata malo razlike. Ja. Ampak, kakšne so pa te razlike? Razlike so to, da je pri sinhronizaciji treba prevesti vse. Tako tudi v bistvu zvok je zazadja, ne? Sprav vse dialoge, nič ni izpuščene. Medtem ko pri podnaslavljanju pa je bistveno, da ti preneseš smisel oziroma glavni pomen v tistem omejenem času in po omejenem prostorčku. Ja. No in to je tudi že ena od teh negativnih stvari podnaslavljanja, ali pa pozitivnih. Ja, pa sezone. No in to je pri potem pro et kontra, ne? Bomo najprej začela z negativnimi stvarmi, Slovenca seveda, ne? In ta negativna stvar je ta omejeni prostor in čas. Podnaslavljalec mora spraviti ustrezne informacije v omejen prostor, ki smo omejeni, ne? In to v časovnem času, da bralec lahko prebere. In to je lahko zelo težavno sploh za začetnike. O tem bomo tudi govorila pozneje. Ja, potem druga negativna plat tega je, da imaš v bistvu originalni zvok in potem takoj zraven pisan prevod, kar pomeni, da je podnaslavljalec takoj nevidnosti gledalca. Takoj se vidi, da je prevod dober ali slab, kar je lahko pozitivno ali negativno. Ja, in pa negativno je še tudi to, da podnaslovi odvračajo pozornost in pa zakrivajo vsebino. Tako da to bo spregovorila pri tehničnem delu, kako postavljati podnaslove. Ampak ja, čim manj je treba odvračati pozornosti. Drugi so podnapisi morajo biti čim manj opazni. Čim manj opazni, tako da tečejo, kot po maslu. Ja, kaj pa pozitivne? Pozitivne stvari so pa, da... Pravzaprav tudi to, da imaš po eni strani originalni zvok. Se pravi, da gledalec vidi originalne, sliši originalne glasove, tako kot si ga izmišljal režiser, in se mu podajo informacije o podnaslovih. Potem je zelo ena pozitivna stvar pri podnaslavljanju je neverbalne informacije, ki zelo pomagajo pri podnaslavljanju, pri registrih,
Če si kakšne stvari, tudi v bistvu ni treba vmes podnaslov ravno z tega naslova. Zaradi tega, ker že vidimo, ne, pri sliki, mi to zelo pomaga. Ti imaš pa pedagoško varianto, ne? Pedagoško je pa ja, učenje jezikov. Ne. To smo bili vsi že deležni, tudi ker smo od nekega gledamo naslove in smo se veliko iz tega naučili, tujih jezikov. Ne. Tako da to so te tri zelo pomembne pozitivne stvari. Ne. No in še mediji, v grobo rečeno bi lahko delili to na tri veje, ne. Dve sta bolj sorodni, to bolj video za video pa televizijo, pa za kino, ne. In pri vseh teh treh so neke zakonitosti oziroma omejitve, ne. Pri televiziji je... Televizija, najpomembnejša omejitev, v bistvu koliko znamk spraviš v vrstico, ne. Televizija ima tu nekje maksimalno 38, recimo. Potem ko kino... Kino ima 32, kar je veliko bolj omejen. Se pravi, moraš bolj paziti, kakšne informacije noter daš, ne. Je pa pri tem si pa bolj svoboden pri vsebini. Praktično nobene cenzure. Pri televiziji pa drugače, ne. Pri televiziji mogoče niti ni toliko je cenzura, ampak še bolje, da neka avtocenzura. Še v osnovi že delaš za televizijo, moraš opaziti, kakšne informacije da. No, pri tega pri kinu pa ni, ne. Tako da so to te tri zadeve, ne. No, to je to zaenkrat v prvi oddaji. Pod videom imate povezave, linki, se prijavite, tisti, ki še niste. Postavite lahko vprašanje, komentarje, kaj bi želeli videti v naslednjih oddajah in se bova zapisala in bova z veseljem odgovorila to v naslednjih oddajah, ne. Tako da se vidimo v naslednjih. Ja, tako, ja. V naslednjih oddajah se vidimo, naslednja že čez en teden in to je to. Se vidimo. Čau. Dio. No, takole, tole ste sedaj slišali, tale uvod v oddajo Titel z dvojnim D. Vsekakor priporočam zadevo, da si jo pogledate na YouTube, na njihovem YouTube kanalu. 20 oddaje, kot sem rekel, niso tako dolge in hitro pač pridete zadevo skozi. No, mi pa gremo sedaj še malce dalje. Bomo se pa vsekakor potem še pogledali ostala prevajalska orodja, brez skrbi bodite, tako da ni panike. In ja, prvo, kot smo že rekli, je poznavanje izvirnega in ciljnega jezika. Torej, izvirni jezik je tisti jezik, torej iz katerega prevajamo, kot sem že prej omenil. Ciljni jezik je pa tisti jezik, v katerega prevajamo. Seveda pa sta včasih ta dva jezika lahko tudi ista, kar pomeni, da v bistvu delamo samo vizualni zapis tonskega zapisa. Torej, mi prenašamo tisto, kar je govorjeno v podnapise samo. Potem imamo tako imenovano relejno podnaslavljanje, to sem že tudi omenil. Tu gre za podnaslavljanje iz enega v drugi jezik preko posrednega tretjega jezika, torej na primer prevodi iz japonščine v angleščino, nato pa iz angleščine v slovenščino. Torej na osnovi angleških podnapisov, potem mi prevedemo zadevo v slovenščino. Pomembno pri vsem tem pa je seveda slovnica, skladnja, besedotvorja oziroma vsi vidiki pomembni za jezik. Seveda je pa tudi pomembno še tukaj jezikovni register oziroma zvrstnost, torej v katerem registru boste zadevo pisali. Ok, da pa ne bom sedaj tako dolgo se obiral samo pri tem, gremo torej k različnim primerom podnapisov. Eden zelo slabih primerov podnapisov je seveda podnaslavljanje v videoigrah. Poglejte to gmoto podnapisov, ki jo imate v videoigri. To je za uporabnika sicer zelo težko. Zakaj? Predvsem zato, ker je ful težko prebrati. Pisava je zelo mala, vse je tako nagneteno, pa tudi čas sam, kako dolgo se bo zadeva obdržala na zaslonu, ni jasno opredeljen. Saj se obdrži zelo dolgo, ampak zelo težko je za gledalca to prebrati. Zato poglejmo sedaj primer, kako bi lahko celotno zadevo razbili v standardne podnapise v tem primeru. Torej, če imamo Commander, our intelligence sources indicate that a previously unknown organization je en podnapis, is attempting to undermine XCOM field operations, je drugi podnapis. Tretji je potem We believe this group harbors some misguided sympathies for the invaders. Četrti, and is intent on acquiring alien technology and artifacts critical to your efforts.
Peti je potem early reports indicate this organization calls itself Exalt. Šesti, we trust you will isolate the source of this new threat. In sedmi, and eliminate it. In na tak način potem lahko vi nekako gledalcu olajšate celotno zadevo in naredite podnapise bistveno boljše, kot pač so v originalu. Primer podnapisov različnih imamo tudi na primer iz animejev. Tukaj je ena tistih problematik pri ljubiteljskih podnapisih v animejih je ta, da so lahko podnapisi v istem animeju prevedeni ful drugače. In sicer imamo na primer pri Anime Junkies je bilo Are you aware of the frequent occurrences of the mass naked child events within the country? Pri Anime One je bila ta zadeva prevedena Do you know about the kidnappings in this country which involves foreign mafia? In the Anime Craze, you know that there have been mass abductions here involving overseas mafia recently, right? Ful različne zadeve, ful različni izrazi uporabljeni. Tukaj zna biti potem ena izmed tistih bistvenih problematik. Torej, jaz bi dal možen prevod potem v tem, če bi morali na osnovi tega prevajati, si slišala za množične ugrabitve, v katere je vpletena tuja mafija. Bi bilo pač nekako lažje potem za prevesti in pač čim krajše in čim bolj smiselno celotno zadevo. Ampak vedno je ta problematika, da imamo pač mogoče napačne prevode v angleščini in na osnovi tega je potem ful težje narediti končen prevod. Še en primer, če gremo se dalje, je pa tole. Translator's note. Torej, prevajalčeve opombe. Tega vas pa lepo prosim, polagam vam roko na srce, izogibajte se, koliko je le mogoče. Tega ne uporabljajte, ker to je pa praksa zelo slabega podnaslavljanja. Že res, da v knjigah lahko imate opombe, tam ni problem, tam lahko pojasnite zadeve. Imate čas, imate prostor. Pri podnaslavljanju tega prostorja in časa nimate. Ampak dobro, v tem primeru je translator's note, Keikaku means plan. Just according to Keikaku. Torej, v tem primeru vsekakor imate celotno zadevo razloženo lažje in pač mogoče lahko preberete. Ampak potem pa imamo tole zadevo. In tukaj več kot polovico zaslona zavzema samo translator's note. In v tem primeru je to samo moteče za gledalca. In prevajalčeve opombe v tem primeru jaz pravim definitivno ne. Če že delate kaj, je tukaj seveda nujno potrebno narediti prevod v ustreznico v ciljnem jeziku ali pa naredite opisni prevod, če ustreznice ni. Če pa je izraz že tako ali tako splošno razumljiv, pa tudi ni potrebno ravno prevajati in tudi ni potrebna dodatna razlaga. In v tem primeru tega nikakor ne priporočam. In ja, to so sedaj ti bistveni primeri, ki sem vam jih hotel pokazati in česa se je pač treba nujno izogibati. S tem sem seveda sedaj prišel do konca teh osnovnih načel, kaj sem jih hotel vam pač predstaviti. Tako da ja, sedaj pa, dragi prijatelji, bomo prešli nekam drugam in sicer si bomo pogledali nič drugega kot pač malce programe. Torej, če smo že omenjali Subtitle Workshop, bomo tudi najprej pogledali Subtitle Workshop, kako zadeva v bistvu deluje. No, takole, sedaj ga vidite tukaj. Zadeva je čisto preprosta, vizualno čisto osnovna. Pač uporabniški vmesnik je zelo preprost in
jasno je, da je tudi preprost za uporabo. Torej, gremo sedaj nazaj. In če jaz sedaj, na primer, tukajle odprem eno zadevo, ki sem že odprto, in sicer je to film Unforgiven iz leta 2014. Je japonska verzija oziroma japonska priredba istoimenskega ameriškega filma, Neoproščeno, torej, z Clintom Eastwoodom, ki je bila pač v ameriški verziji, tukaj igra Ken Watanabe. In potem imate seveda tukaj, kot vidite, različne podnapise. Tukaj, kot sem sedaj označil, imate seveda v angleščini. So, as Edo gave way to the Meiji era, the end of the samurai was nigh, and the new government hunted down remnants of the shogunate into Ezo, the untamed north. Torej, če sedaj na osnovi pač angliških podnapisov, so fansabi, tako da čas si jih moraš pač malce poslušati, tudi če razumete japonščine se malo, da vidite, da ni točno vse tako prevedeno, kot bi moralo biti. In imate potem, as Edo gave way to the Meiji era. Torej, ko je Edo stopil v obdobje Meiji, je bil konec samurajev blizu. Pač na osnovi tega prevajate in seveda prevajate tukaj, kot sem označil, ko imate untranslated subtitles. Tako da na eni strani imate angleške podnapise, na drugi strani pa že potem lahko kar vnašate vaš prevod. Tako da res čist preprost program in pač delate, torej, a bear they raised from a cub was sacrificed to the gods, torej medved, ki so ga zrejali, ko je bil še mlad. Medveda, ki so ga zrejali že od malega, so žrtvovali bogovom, na primer. In potem tako dalje, pač prevajate celotno zadevo. Tako da ja, potem vam omogoča različne zadeve, še zraven lahko se tudi date, na primer, ne translate, sedaj imam jaz to v translators modu. Če odkljukate to zadevo, vam zbriše pač translators mode in imate direkt sem, torej bi lahko tudi direkt tukaj zamenjali celotno zadevco. Takole. A bear they raise a cub in pač zbrišete to zadevo in vnesete samo prevod, če nočete imeti pač dvojnega pogleda, ampak definitivno je ta dvojni pogled vsekakor veliko boljša izbira. Potem tukaj vam omogoča, koliko frameov na sekundo ima film ali pač vsebina, ki jo prevajate. Potem imate seveda format, ki lahko izberete default symbol, Turkish, Arabic, East Europe, pač lahko si nastavite format, kako vam naj zadeva prikazuje. Moram priznati, da Subtitle Workshop ima majhne probleme z Unicode kodiranjem, tako da potem vam to shrani v UTF-8 in če hočete si v Unicode shraniti zadevo, na primer, lahko naredite samo eno stvarco, ki vam veliko olajša zadevo. Greste na primer na naslednji program, PiGiSub. Kot sem rekel, ta zadeva vam omogoča ful več urejanja, ful več vsega. In na primer, date tukaj Open Subtitles with Charset, torej z karakterji, in potem izberete, torej, ker smo imeli, dokument, takole. In sedaj smo to imeli film Unforgiven, samo da ga najdem, evo. In ko odprete, tale zadeva je podnapis, ker ima pač ta toliko, vam da možnost Unicode UTF, vi si izberete seveda Central European Windows 1250. Aha, ja, vidim, da ima pač SRT podnapis majhno napako, kar pomeni, da ga Subtitle Workshop v tem primeru noče odpreti.
če ima napako, če ni točno v takšnem formatu narejen, kot bi moral biti, vam ga seveda Subtitle Aegisub ne bo odprl. Medtem ko Subtitle Workshop nima tolikšnih težav z odpiranjem le-tega. Mogoče, če poskusim z čim drugim še, samo ne vem, če imam kaj takšnega še gori na računalniku. Ne, sak mi še inšpiri. Mislim, da ni. Da vidimo. Central European, pač vedno si date Central European Windows 1250. Ja, to ni pravi format. Saj sem rekel, vedno si date pač to in potem vam strani podnapis. In če bi sedaj meni pač to delovalo, da bi vam lahko dejansko pokazal, nočem tega sedaj, ker še dejansko prevajam to zadevo, ampak lahko poskusim pokazati, če ne bomo srani. Central European takole. Ja, ne, isto mi napako naredi. Ja, ker tukaj sem jaz že malce spreminjal tudi. Skratka, ko bi to naredili, si potem lahko seveda date Save Subtitle As in namesto tukaj ASS vtipkate noter samo SRT in vam zadevo strani v Unicode SRT-ju in je potem bistveno lažje pač gledati zadeve. Se vam kaže potem vse šumnike, torej ČŠŽ, vse to vam v bistvu prikazuje. V bistvu lahko torej ustvarjate z Aegisubom SRT podnapise ali pa ASS podnapise, tako da ni panike, samo pač namesto ASS potem nesete na koncu, ko delate podnapise SRT zraven noter. Seveda urejanje vam tale program omogoča so možno Style Subs, naprimer si lahko nastavite, naprimer tu imate sedaj Default, če si date tukaj Edit, si lahko spreminjate velikost pisave, ali naj bo krepka pisava, poševna pisava, koliko naj bo podnapis odmaknjen od spodnjega roba, zgornjega roba, desnega roba, pač vse lahko v bistvu nastavljate, koliko naj bo zunanja obroba podnapisa, koliko naj bo senca podnapisa. Pač vse imate na voljo pač tukaj, da stilizirate zadevo. Lahko tudi imate že prednastavljen alignment tukaj, ko imate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ker pač lahko naprimer da so podnapisi na sredini zaslona, ali na vrhu zaslona, ali pa na vrhu desno ali na vrhu levo. Pač vse si lahko v bistvu nastavljate in še veliko več vam pač zadeva omogoča. Seveda imate še funkcijo ASS Draw, koliko se prav spomnim, ja. Launch the ASS Draw 3 tool for vector drawing, torej za vektorsko risanje, torej lahko vektorsko ustvarite podnapise potem še zraven. Pač program vam res omogoča urejanje podnapisov, ampak, če želite samo prevajati, vam seveda vse to znanje vsega tega ni ravno najbolj potrebno. Če pa želite res si še vizualno ustvariti odlične podnapise, potem pa definitivno priporočam, da pogledate to zadevo še malce noter. To je to. Potem pa še gremo malce na Subtitle Edit. Takole. Ja, tukaj mi je pa zdaj celo odprlo to, kar trenutno prevajam, in to je seveda Lupin the First. Vidim, da je don't update trenutno, novi update prišel že, nekaj časa že nisem prevajal, ker nisem imel časa. No, ta zadeva, vidite, tukaj imam sedaj UTF-8 with bomb, Subri. Tukaj dejansko lahko encoding si dejansko nastavite sami. Central European Windows 1250, naprimer, vam naredi avtomatsko Unicode kodiranje in imate zadevo urejeno. Kaj počnejo, pač v bistvu nisem še končal zadeve, še imam kar nekaj stvari za narediti, kot vidite. Ampak, ja, to je zadeva, torej, ki vam pač omogoča ful
raznoliko podnaslavljanje. Tukaj imate na primer networking in imate start new session ali pa join session. Torej, ta zadeva vam omogoča torej prevajanje kar preko spleta, kar pomeni, da vam omogoča direktno prevajanje na primer za Netflix ali pa Amazon Prime Video, saj vam samo pošljejo IP naslov, torej če gremo start new session, evo tukaj imate session key, vam pošljejo username in pa web service URL. In ko dobite vse to, vam potem lahko dejansko direktno prevajate na tak način. In vam to ful olajša celotno zadevo. Potem seveda tukaj vam omogoča zadeva predogled, da vidite, kako podnapisi približno izgledajo. Na primer, but I didn't dream of his friend, čakaj, da damo, igra še ni končana. Na primer, ker že imamo tukaj slovenščini. Ampak zakaj profesor Besson? Hočem reči, zakaj moj dedek? Zakaj ni uničil Mrka, ko je imel priložnost? Pač na tak način lahko lažje potem prevajate zadeve. In potem ustvarite čim boljše podnapise za vas. Skratka, če še zdaj na hitro ponovim še celotno zadevo, kako se lotiti torej podnaslavljanja. Najprej, tako je tako, morate obvladati torej izvirni jezik in pa ciljni jezik, torej slovnica, vse ostalo, kaj pač spada zraven. Drugič, morate imeti različna prevajalska orodja za to, torej imate, kot ste videli, kar nekaj brezplačnih orodij, da se pač lotite zadeve. Potem je treba vedeti pravila podnaslavljanja, oziroma načela podnaslavljanja. In pa seveda priporočam vsekakor ogled oddaje Titel z 2 D, oziroma z 2 D, da dobite tisti pogled noter, kaj se je potrebno, na kaj se je treba paziti, in potem se lahko pač lotite svojega prvega prevajalskega projekta. Roko na srce, tudi sam nisem bil odličen podnaslavljalec v samem začetku, ampak me je pa pritegnilo. No, če bi pa bili radi profesionalni podnaslavljalci, vam pa bom sedaj takole povedal. Podnaslavljanje je pač poklic, ki ga morate oboževati. Osebno vam lahko povem, da je plačan zelo slabo, ampak če ga radi delate, ste tudi potem, kako bi rekel, bolj aktivni pri tem, naredite več prevodov in je potem plačilo sorazmerno tudi višje zaradi tega. Plačilo, kar se tiče podnaslavljanja, slišal sem, da Netflix sicer plačuje med 4 in 6 evrov na minuto prevoda, kar pomeni, če prevajate na primer 2-urni film, bi torej morali prejeti nekje 480 evrov ali pa tudi 720 evrov, ampak teh evrov vi nikoli ne vidite, saj prevajalske agencije, preko katerih pač običajno prevajalci delajo, plačajo tam nekje od 1 do 2 evra na minuto prevoda. In potem seveda za 2-urni film na koncu dobite 240 evrov. Ali pa celo 120, odvisno pač za koga prevajate. In zelo veliko potem, kot vidite, poberejo pač prevajalske agencije stran, pa tudi država in pač vse ostalo. In prav zaradi tega vam pač pravim, da morate na mesec potem prevesti vsaj kakšnih 8 do 10 filmov ali 8 do 10 serij nanizank ali pa več, 20 epizod kakšne nanizanke, da dejansko potem lahko prejmete nekakšno solidno plačilo za vaš trud. Ampak to pa seveda terja svoj čas in da lahko dejansko toliko prevodov naredite, terja to tudi svojo prakso. Skratka, to je to, kar sem hotel sedaj o podnaslavljanju povedati. Poklicno torej je zelo težaven poklic v bistvu, ki pač
vam ne poplača toliko truda v fizični obliki, vam pa poplača trud seveda, če obožujete to zadevo, ker pač potem imate neko svoje prepričanje, da ste naredili zadevo odlično. V glavnem, to je to. Upam, da ste sedaj izvedeli kaj novega o podnaslavljanju, oziroma da vas je podnaslavljanje začelo malce zanimati. Tako da, če se želite lotiti podnaslavljanja animejev ali podnaslavljanja filmov, vsekakor ste dobrodošli. Lahko nam tudi posredujete vaše podnapise ljubiteljske in ker pač imamo mi še vedno naša ljubiteljska skupina Animoku Subs, trenutno ne funkcionira tako aktivno, kot je včasih. Rekli smo, da bi morali zopet re-releasati naše izdaje prejšnjih podnapisov, še, ker je že ful dosti tudi ni na voljo na spletu. Bomo verjetno to tudi naredili. So pa vsekakor dobrodošli tudi vaši podnapisi, da vidimo, malce pogledamo, če so primerni, če so solidni, če imate torej sebi tistega prevajalca. Z veseljem lahko tudi pošljete na naš e-mail, torej animoku@gmail.com ali pa kamorkoli, pa morda se bodo vaši podnapisi celo nekega dne pojavili lepo na spletu, poleg kakšnega animeja. Prevajamo pa v bistvu mi, saj Animoku Subs se osredotočamo bolj na prevajanje samo animejev ali pa filmov japonske produkcije. Tako da, to je to, ja, večinoma prevajamo torej iz angleških podnapisov, ker pač vse je razumljivo, ne znamo vsi japonsko. Torej, to je to. Upam, da smo vzbudili vaše zanimanje. V nadaljevanju še torej sledi potem sedaj kratek Q&A, kjer boste lahko zastavljali še vaše vprašanja, nas kaj poprašali. Drugače pa z moje strani je to zaenkrat vse. Čao! Tako, torej to je bilo podnaslavljanje 101, pač tiste osnovne novice, kaj jih pač potrebujete, če se hočete lotiti podnaslavljanja. Sedaj, če imate še kakšno vprašanje, ga lahko seveda zdaj zastavite. V nasprotnem primeru pa bomo mi šli na eno kratko pavzico v tem primeru. Če pač nimate nobenih vprašanj, kar se podnaslavljanja tiče. Ja, smo delali, če vas slučajno to vprašali. Ja, delamo trenutno kot Animoku Subs na projektu Lupin the First v slovenskem jeziku, ampak pač ni časa ravno, da bi tako hitro delali na zadevi. Ni pa edina zadeva, na kateri delamo. Delamo še na eni live action zadevi imenovani The Kingdom, ki je posneta po istoimenski mangi in seveda tudi animeju, ki obstaja, mislim, da že 2 ali 3 sezone. In se pač dogaja na Kitajskem. Tako da ja, tudi to zadevo prevajamo. Ti 2 zadevi trenutno prevajamo, nista še prevedeni, pač počasi poteka zadeva, saj pač najprej pa ima prednost delo in ker sem pač osebno tudi poklicni prevajalec, ja, ni mi ravno skozi cel čas sedeti pred zaslonom in prevajati samo zadeve. Hentai, Hentai imajo kar dosti pogovora, če te že tako zanima, tako da ni tako malo pogovora noter, kot pa na primer pri ostalih, bomo rekli, zadevah. Kaj bi sinhronizirali? Anime ali hentai? To je zdaj vprašanje. Smo poskušali dejansko sinhronizacijo tudi narediti. Obstaja tudi slovenska
fan sinhronizacija animeja Bastard, pa Sailor Moon prvega filma, če se prav spomnim, pač kaj je bilo ono, Snežna kraljica Kaguja ali nekaj takega. Tisti del obstaja tudi preveden v slovenščino. Smo pa poskušali še enkrat prevesti zadevo imenovano Ebiču, The Housekeeping Hamster. Tega pa dejansko nismo se mogli spraviti zraven, ker smo pač se cepali od smeha zraven. Tako da res je bil problem. Ampak ja, so pa dejansko obstajala slovenska skupina imenovana Slowdub, in ki so včasih delali dejansko sinhronizacijo animejev. Fajn bi bilo, če bi sedaj lahko vse zadeve še enkrat dobil v roke in bi mogoče prenesel zadevo v HD format, torej zvok dodal k HD fajlu, da bi lahko potem imeli malce boljšo kakovost in pač naredil re-release. Žal nimam vseh izvodov Bastarda, sicer imam doma, nimam pa Sailor Moon, tako da pač žal, no. Nimamo pač vsega na voljo. Ampak ja, sinhronizacija ni tako enostavna, kot si pač marsikdo misli. Bible Black, Ja, okej, no. Ampak vseeno, ni tako malo prevajanja, tudi ne za hentaje, tako da moraš tudi kar dosti več govora je, kot pa ponavadi pri ostalih, kaj bi rekel, 18 plus zadevah. Tako da Pogorensko Gokota. Gorenjski Goku. Gorenjski, štajerski, primorski, saj vseeno kaki Goku je pač, zabavno bi bilo, vseeno. Oh god, ne. Vsak lik v svojem narečju. Ja, fajn bi bilo, ne. Smo pa že tudi imeli takšne zadeve, kjer so bila mešana različna narečja, pa se pač ni ravno najboljše obneslo. Ampak zanimivo pa je, ne, da je pa edini film, ki je v sinhronizaciji meni se osebno pač dobro izpadel, bomo tako rekli, je bil pa Chicken Little. Slab film, slab animiran film, ampak glej, vsaj gledljiv je bil v slovenščini, če ne drugega. Ampak ja. Krilin, kaj bi te njemu dali? Prekmurec, evo. Glej, pač je malo. Se lahko ti Štajerc, ne, saj pač, ja, no, saj taki, že mali, nabiti, ja, tudi Štajerc bi lahko bil. Pleša, ja, mislim, ja, paše nekako tudi Štajersko, no, tako da bi to dvoje bi nekje tamle noter nametal, no. Tako bom rekel, neki Štajerc tam s Ptuja bi bil Krilin. Tako neki iz ptujske okolice. Super. Evo ti.
Vegeta je dobro vprašanje, kam bi njega dal, ne, ful jezen cel čas. Vegeta, where would you go? Dejan Krelin. Ja, ampak nekega jogo, ja, no, saj. Torej, Vegeta je kateri del Slovenije? Vegeta, where are you from? Kam bi ga te vrgel, ne, notri tam, ne, čakaj. V Ljubljano bi ga vrgla. Ma ne, mu pa še nekak tam Ljubljana lik, ne vem, no. Srednja Slovenija lik tak, ne vem. Kaj bi pol rekla? Ljubljana pa bi dala, da je Čefur, ali kaj? Ne vem, ne vem, nimam pojma, kaj bi dala Vegeti zdaj. Ješo, kaj delaš? Okej, te pač paše. Ja, dejansko. Hrvata slovensko. To je dobra, ja. Alien, ja. Evo, vidiš, to imaš, Bojan, ena ideja za umiko lepo. Izbirate slovenske verzijo. Okej, da vidim, kakšna je situacija. Še 31 minut bo tukaj, v redu. In ja, samo še manj kot 4 ure pa pol do polnoči, tako da ja, čas teče.